Gregor Fučka je bil še košarkar. Pa je dol. Je šlo? Dobrodošel v mojem studiu, oziroma v studiu oddaje 45 minut z Nejcem Vidmarjem. Verjetno si najvišji gost, ki bo kadarkoli sedel na tem stolu. Res izjemno počaščen sem, da te lahko gostim. Zmenila sva se že pred samim pogovorom, da se bo tikala, da bo pogovor lažje stekel. Vračaš se vedno znova tudi v Kranj, svoj rodni kraj. Kolikokrat na leto se recimo vrneš v Kranj? Jaz probam čim več, da pridem domov. Dostikrat zaradi dela, zato ker živim v Španiji, je malo težje, ampak dvakrat, trikrat na leto sem tukaj v Kranju. Tukaj mi živi oče pa moj brat z družino, tako da se zelo rad vrnem domov. Kakšni spomini te vežejo sploh na tvoji začetki, verjetno tudi s košarko, so bili povezani s tem, kdaj je sploh preskočila tista iskrica, da si začel? Jaz sem bil skozi v športu, mislim, vsi tukaj moji prijatelji, tudi kar se tiče v okolici, ko smo skupaj gor rasli, smo res probali vse športe. Sem bil recimo tudi golman jaz. Imamo nekaj skupnega. Sem bil golman in sem tenis igral, od ping-ponga. Res veliko športov sem probal. Pol pa ne vem, mislim, v osnovni šoli sem začel s košarko in pol tisto me je najbolj potegnilo in pol sem skozi več to nadaljeval. V športu prvo v osnovni šoli, pa 3 let v Kranju in tako naprej. In kdaj si pa začutil tudi tisto, da lahko bi pa tle bilo nekaj več, da si čutil, da je ta profesionalizem blizu, a je to že od samega začetka si tako čutil ali je potem kasneje prišlo to? Ne. Je res, da vsak začne en šport, vedno sanja, da bo nekdo en dan nekaj, da bo lahko igral na najvišjem nivoju. Jaz mislim, sanje so vedno bile, to je res, ampak da si razmišljal preden sem šel takrat iz Trigla v Olimpijo, nikoli res nisem rekel, da bi razmišljal o profesionalizmu, nisem razmišljal. Imel sem pa sanje, recimo, da bi rad čim več, da bi en dan lahko igral z največjimi igralci. Takrat so bili idoli, so bili recimo Toni Kukoč, Dražen Petrović. Tako da te sanje so bile vedno od majhnega, to ja. Da si pa razmišljal o profesionalizmu, to pa mislim. V Olimpiji je takrat veljalo, da vsak je nekaj veljal, obetal oziroma je bil izstopal v svojih generacijah, je šel seveda v Ljubljansko Olimpijo in se tam probal razviti. Tam je deloval tudi že Zmago Sagadin, tudi pod njegovim vodstvom si treniral. Kako je bilo tisti začetki, kakšen je bil on kot trener do vas mladih? Pa on je bil takrat trener mladih. On je imel nas mladince takrat tisti, ki so bili perspektivni za prvo ekipo in nič, Zmago je bil vedno zelo zahteven trener. Meni je to bilo vedno všeč. Jaz sem vedno rad in sem hotel vedno trenirati malo več. Malo več kot ostali, hotel sem vedno recimo po šoli tudi narediti en trening več. Tako, meni to ni bilo nikoli težko. Ta, ko bi rekel, zahtevnost trenerja. Mislim, da sem se
da sem se iz tega veliko naučil, tudi kot igralec potem v bodoče. In mislim, da mi je to res, mi je res dalo eno pozitivno pot, bi lahko rekel, kar je zmago zahteval in na kakšen način je on to prenesel na nas, na igralce. Potem si se tudi odločil, potem je prišlo do tega preskoka oziroma odhoda v tujino, še kot mlad fant, zdaj jih veliko odhaja, že tudi prej poznamo zgodbo, najbolj znana je verjetno Lukatova oziroma od Luke Dončića. Ti si odšel tam z 18-19 leti v Trst, bližnji Trst, ampak vseeno tujina. Ja. Kdo je za to bil odločilen faktor? Odločilen faktor je bil moj stric, ki je moj stric je živel v Trstu in je preko Tanjevića nekako je prišlo do tega, da je to možnost, da jaz lahko dobim italijansko državljanstvo in da lahko grem igrati v Italijo. In takrat, kada je to zvedel Tanjević, je to takoj prijel, prišel sem in on mi je res hotel z vsemi močmi mi je hotel pripeljati v njegovo ekipo. In jaz takrat mlad igralec, takrat sem še 17 let, nisem še niti dopolnil 18, tako da in jaz nekako na koncu sem se, prvo nisem hotel iti. In na koncu sem se nekako odločil, da grem. In odločil sem se pa, največja moja odločitev je bila ta, da sem, razlog je bil ta, da sem jaz, da sem šel, da me je klical naš trener, Tanjević, ki sem vedel, da je eden najboljših trenerjev za mlade in da ima zelo rad mlade igralce in da jim da tudi možnost igranja. In drugi veliki razlog je bil, da sem šel v Trst, kjer se je rodil moj oče, kot zamejski Slovenci. Jaz sem to šel, tako rekoč, sem šel drugi dom, kjer je moja nona, je živela tam moj stric, moja teta. In oni so me takrat vzeli domov, tako rekoč k sebi, da sem jaz tam potem lahko, ko bi rekel, da sem se počasi razvijal, da bi bil doma. So bili oni potem tisti, ki so ti najbolj pomagali pri tem prehodu? Oni so mi pomagali pri tem prehodu, ker jaz sem prvo leto živel pri njih, nisem še bil v klubu. Sem živel pri njih in tako da sem jaz to tranzicijo, tudi nisem znal italijansko in tako naprej, da sem počel to tranzicijo naredil, da sem se tam prilagodil in ostali, oni so mi res veliko pomagali pri tem. Danes imam veliko čas, da razgovaram s človekom koji je ostavio dubok trak u europskoj košarci. Bio je šampion sa klubovima i reprezentacijama, učitelj mnogim velikim igračima i vizionari igre. Gospodin Bogdan Tanjević, hvala vam što ste izdvojili vreme za ovaj razgovor. Hvala vam. Mnogi kažu da ste vi glavni razlog što je Gregor Fučka došao u Trst, isto je on rekao, dobio italijanski isto pasoš. Kako pamtite to vreme i atmosferu u ovoj areni Kjarbola? Prije svega, on je došao zašto sam ja potrošio 4 mjeseca svog života da ga ubijedim. Nije on htio. Imao je mnogo čemu pravo. Šta čuje, a u Italiji kad, evo, naš Olimpija pobjedi prvaka Italije. Neka prijateljska utakmica, onaj Bianchini doveo u Ljubljanu, prvak Italije 30 razlike izgubio od Olimpije. Dakle, dečko rezonuje glavom, a ne. I kraju, poslije 4 mjeseca uspio da ga uvjerim da smo mi budući prvaci Italije na neki drugi način, ne kao Scavolini, bazirajući sve na jednoj grupi mladih igrača koji već postoje ovdje i ostalo. I da on onda to prihvati. To je bilo u isto vrijeme
ono što sam nazvao mog Zmaga Sagadina i rekao moram te raniti u srce. Jel? Kad sam uspio to da poslije 4 mjeseca nekakvih razgovora gdje je on striktno odbijao ikakvu mogućnost da pređe ovdje, kad je prihvatio, to je bilo nakon Europskog prvenstva 89. u Zagrebu, u kojem sam ja još jednom došao kod njegovog oca Silvana, možeš li mi samo još jedan sastanak sa njim? On kaže, može, dođe Gregor iz Kranja. I ja kažem, ajde Grega, idemo sad 3 dana da treniraš sa mojom ekipom tamo u Trstu, pa poslije kad mi kažeš neću, ja te više nikad neću daviti. I on siđe sa mnom u Trst i mi 3 dana, to je 6 treninga, radimo. Ja ne smijem da pitam, jer ako kaže još jednom neću, završena priča. Ništa ne govoreći, vidim da mu se dopalo, kako kažem, atmosfera, ovi drugari koji tu napreduju, vidi se da su igrači sa potencijalom. Na kraju četvrtak je mora da se vrati, jer ima popravni iz engleskog nešto u školi. I sad ja bojažljivo kažem, Grega, kad se onda vidimo, kaže on meni, kad završimo ovo u petak. I dođe u petak i ostane. To je fantastično, to je fantastično. Faktor, da sem se odločil, je bil res ta, da me je klical tak trener kot Tanjević. To je bila najvažnejši razlog, da sem šel. Brez tega ne bi šel v eno drugo italijansko ekipo, recimo, če bi me klicali. Ko si omenil Bogdan Bošo Tanjević, kaj ga dela tako posebnega? A je ostal ti neki še don zasidran tukaj not, ki te vodi še tudi zdaj po košarki oziroma znotraj košarke, ko deluješ ob parketu? Kaj je bilo tisto? V vsakem primeru, mislim, to filozofijo, ki ima Boša Tanjević, mislim, danes jo je zelo težko najti. Včasih je bilo to lažje, ampak tudi v tistih časih trener Tanjević je dal res možnost mladim igralcem, perspektivnim, da igrajo na najvišjem nivoju. To je bilo res zelo malo trenerjev. Tudi v italijanski košarki, sploh v evropski košarki. Takrat je bila italijanska liga najboljša evropska liga. In resnica je ta, da je res Tanjević, kakor je obljubil. Jaz sem igral prvo tekmo za Stefanel z 8 leti v prvi ligi, sem igral v prvi peterki. In to pomeni tisto, kar je on govoril. Seveda, ti si mogel dokazati, da ti lahko to. Seveda, normalno. Ampak na način, ki je on to delo, mislim, da je edinstven. In on še zmeraj isti, tako da zdaj se dobiva dosti v Trstu. Se usedeva, se pogovoriva in on je še zmeraj isti, ima isto filozofijo. In mislim, ta filozofija je res, bi rekel, zelo pomanjkuje danes. Na splošno evropski košarki zelo malo trenerjev je, ki imajo tako vizijo in to tako, ko bi rekel, tako, da so tako odločni, da to spravijo potem do konca. Da te igralce res jih znajo lansirati, kako jih lansirati in na kakšen način jih tudi trenirati in pomagati, da res lahko se potem skozi to igranje se tudi izboljšajo. Jaz kot navijač Olimpije, strastni navijač, tiste četrtke sem čakal vsak teden. Spomnim se, danes navijač je leto 97 posebno zapisano za tebe, morda ne toliko, kaj ti Olimpija ravno preko Stefanela prišla do tistega magičnega 3. mesta v Euroligi, res, ki še vedno velja verjetno za en največjih uspehov v klubski košarki v Sloveniji. Ti si se ravno tle preko Stefanela in Bolonije zasidral. Kako je bilo pa se vračati, ko si enkrat postal že član Stefanela, potem Barcelone, kako si se vračal v Ljubljano, v Slovenijo? A je bilo drugačen občutek, ali ko enkrat stopiš? Občutek je, mislim, da se na začetku sigurno je bilo malo težje. Mislim, da je potem na koncu postane kot vsaka tekma, zaradi tega, ker
mislim, da tudi kot igralec imaš več izkušenj, rasteš. In potem res postane, ko bi rekel, kot vsaka tekma. Jaz sem vedno se rad vračal domov, vedno je bilo lepo igrati proti Olimpiji, tako da mislim, da je za mene bilo super. Te je kdaj presenetil odziv oziroma ta navijaški način, tudi žaljivke, ki so padale? Ne, zato ker to je čisto normalno, mislim, da to je normalna stvar. To se dogaja v športu povsod, tako da to čisto nobenega ne preseneti, mislim, ker sem bi rekel, to se. Konec 90-ih je bila Italija res velesila, že sam si dal, verjetno najmočnejša klubska košarka se je igrala v Italiji, tudi sam si leta 97 in potem končno leta 99 Italijo si praktično skupaj z ekipo popeljal na sam vrh, bil tudi MVP tistega evropskega prvenstva. Kako se zdaj spominjaš tistih časov? Moramo vedeti, da tudi italijanska košarka je bila verjetno tam, to so bila zlata leta, tudi po tvoji zaslugi, zdaj je zgodba malce drugačna in kako gledaš zdaj na to, ko se spominjaš teh časov? Mislim, da je bilo fantastično, mislim, da to je bilo res usvojiti nekaj za reprezentanco, katerokoli, mislim, da je ena največjih doživetij, ki lahko za enega igralca, še posebej evropska prvenstva, olimpijade. Mislim, to so res velika doživetja in res usvojiti evropsko prvenstvo, mislim, da je res za enega igralca, ki igra v Evropi, je res top. Seveda olimpijske igre so druga stvar, ampak mislim, da evropsko prvenstvo je res fantastično. In mi takrat smo trenirali tudi Boša Tanjević, tako da takrat smo res uspeli osvojiti to, po dolgih letih je Italija osvojila to zlato medaljo spet. In seveda od takrat naprej se je spremenila zelo velika košarka tudi v Italiji. Veliko manj se tudi investira v mlade igralce. Veliko manj se da možnosti mladim igralcem in zato tudi je padla je kvaliteta reprezentance, ker igralci nimajo toliko možnosti, da se razvijajo. To je normalno, da to pade potem problem na reprezentanco. In mislim, to je razlog, zato ker v Italiji imaš ekipe, ki lahko igra šest ameriških igralcev. Tako da res postane zelo malo prostora za mlade igralce. A on opet ima tu taj radni entuzijazam još više, pa dodaje još nešto od svog, neki dodatni trening. Došli smo bili u većeg izrastu ozbiljnog seniorskog igrača, kad ja moram da mu prijetim, kažem, nedelja utakmica navečer, kažem, nemojte vidim sutra ujutro na treningu. A ne, doću samo da šutira malo penale i dođe i uradi treninge. Dakle, tu radnu etiku među najboljim igračima svih vremena u Jugoslaviji, jer to su bili Ljubodrag Simonović tog tipa, to je bio Dražen Petrović, to je bio i on je uvijek prije škole u 6 na teren i počinje trening sve do kraja života, čak i u NBA, nikad nije bio da nije trenirao i sam, posebno izvan tima i ostalo. Dejan Bodiroga je bio gotovo identičan, isti takav. I tako da se meni zalomilo njih dvojica, poslije dođe i Dejan, taj, ja kažem, taj stup te buduće jako dobre, to jest budućeg šampiona Italije. Kako sam mu i obećao, rekao sam mu, bit ćemo šampioni Italije. I tu se posle moj život sa njim nastavio i u reprezentaciji, gdje je on došao i do toga zvanja najbolji igrač Evrope 99. kad smo mi bili prvaci Evrope. Ko menim Barcelono, ne moramo mimo tega evropskega naslova v Euroligi. Tudi tam si pustil viden pečat in kakšen je bil ta trenutek, ko si stopil na sam vrh tudi v evropski klubski košarki? Res lepo
In to, še posebej Barcelona takrat ni še osvojila evropskega prvaka, tako da smo, da tisto leto, ki se spominjam, je bilo res vrh. Potem smo še zmagali doma, v finalu v Barceloni in to je bilo res neverjetno doživetje. Mislim, za vse nas in res vsi se spominjajo tega trenutka, te prve Eurolige. In takrat je bilo še leto, ki se reče triplete, Trojna krona. Trojna krona, ki smo zmagali pokal kralja, prvenstvo pa še Euroligo, tako da je bilo res jedno leto neverjetno. Imeli smo res, ekipo smo imeli res dobro, ampak je bilo težko in res, da smo res to osvojili. Pešič, trener, tukaj je bil Bodiroga, Skivičius, Navarro. Mislim, imeli smo zelo dobro ekipo, ampak je bilo leto, ki je bilo težko leto, ampak smo res naredili velik rezultat. Se res spominjam, res je bilo. Zmaga doma je čisto ena drugačen feeling. Soigralec, s katerim si odigral morda največ tekem v svoji karieri, morda več, prej si ga naštel. Bodiroga, po moje, Dejan. Z Dejana so bila veliko let skupaj, od njegovega začetka. Tudi on je bil v Trstu, ne? V Trstu, on je prišel v Trst takrat. Noben ni verjel, da bi on lahko igral. In jaz sem v samega začetka govoril, da bo dobil možnost. In tako je bilo res. On je res tisto leto, on je prišel leto prej. Tisto leto je res dokazal, da lahko igra. To je videl tudi na koncu, to je videl tudi Tanjević. Zato takrat on je bil tujec. Tujca sta samo dva. In to je bila res, ko bi rekel, je bila ena karta, ki si jo mogel igrati, je bila zelo težka odločitev, tudi za Tanjevića je bila. Ni bila lahka odločitev, da je do enega igralca z 18 leti kot tujca v italijanski ligi, ker so bili takrat velike zvezde, Radža, Kukoč, so bile res neverjetni, Vini Del Negro so bili res neverjetni igralci. Ampak Dejan je že prvo leto dokazal, da je klasa, ki je, in takrat je bil prvo leto že najboljši igralec italijanske lige. In je tako dokazal, da res lahko igra na najvišjem nivoju in pol. So bila veliko let, so bila skupaj, zdaj ne točno koliko, ampak so bila... Ja, čez 200 tekem, ko si videl na internetu, tako da sta bila kar tesna sodelavca, bom tako rekel. Pešiću, Dejan i Fučka, pa se Pešić i dan danas sa mnom zvezda, ti samo njih podigni te igrače, onda ih ja uzmem pa pravim rezultat. Jer dakle, prva titula Barcelone u istoriji evropska je njihova, njih dvojice i Pešića. Mora se reći i Jaškevičić koji je opet duboko vezan sa slovenačkom košarkom gdje je postao igrač, jer je Zmago Sagadin, koga ja smatram jednog od 10 najboljih svih vremena u Evropi, trenera, pogotovo u ono vrijeme kad je Olimpija još imala, kao kažem, nije bila kažnjena da se košarka pravi samo od novca, nego i od znanja, jel? Tad je Olimpija bila evropski klub u punom smislu, jel? I čak u to vrijeme kad ja nazovem mog druga Smaga, da mu se izvinim što ga moram raniti, ali Gregor je prije kod mene počeo da ulazi u vatru, jer je bio niži nivo takmičenja, nego što bi došao na red kod Zmage, jel? I ostalo. Ne bi on promašio karijeru ni u Zmage. Dakle, Jaskevićus nikad ne zaboravi da to kaže, da je postao, kako kažem, igrač upravo u Olimpiji pod vodstvom Zmage sada. Tako rekel, kaj pa NBA, vsi sanjajo, vsi šarkarji sanjajo NBA, kako je bilo pri tebi? Pri meni je bilo tako, meni je moj prijatelj, moj trener Pino Grdović, ki je bil trener tukaj v Olimpiji. V Olimpiji
da so sodelovala velika leta skupaj, že od samega začetka v Trstu, kjer je bil on pomočnik trenerja Tanjevića. In on mi je takrat, jaz sem imel takrat probleme malo z hrbtom in nisem mogel, na začetku nisem mogel igrati, sem mogel delati na strani, on mi je takrat rekel, boš videl, ti boš dobil ponudbo NBA. In res je prišla ponudba NBA, mislim, da je bilo 99 leto, mislim, dobil garantirano pogodbo 4 leta za Clippersi. In pol tisto leto jaz sem bil malo na pol, če bi šel, ne bi šel. Tisto leto so se mi rodile ščerke, so mi dve moje dvojčice. In takrat se nisem odločil, da grem. Nisem se odločil, da grem, je bila velika menjava za vse, bila takrat. In tisto leto potem nisem šel. In potem sem imel še na možnost Indijano, sem imel leta naprej sem še možnost za Indijano. In tudi se nisem na koncu odločil, sem se odločil, da bom ostal v Evropi in sem čisto zadovoljen s tem, tako da nisem potem več. Ni nekega obžalovanja. Ni nekega obžalovanja. Res je, da je bilo takrat drugače, veliko manj igralcev je takrat hodilo iz Evrope v Ameriko, nekaj kar danes. Situacija je bila drugačna. Ampak jaz takrat sem imel pogodbo. Še zmeraj imam, moj agent mi je poslal po mailu leta potem. Je rekel, da je pogledaj, kaj nisi podpisal. Sem rekel in še zmeraj zdaj nekaj, ki imam to, ampak nekje bi mogel to imeti še jaz. Tako da jaz to ponudbo imam in mislim, da mi je to bilo dovolj. Nisem se odločil in to sem zadovoljen, tisto, kar sem tukaj v Evropi odigral. Že sam veljal si za tehnično izredno močnega igralca, zelo dober si bil tehničen, svojo višino si stopil tudi na tak način, da si tudi dober met si imel, veljal si za nekako, to zdaj rečemo stretch four, oziroma ta krilni center, ki se je rad tudi odmaknil od koša, to si imel, nekako si bil pred časom, tako košarka se zdaj igra in zdaj vsi iščejo take igralce. A si imel koga kot vzor, dejal si že Toni Kukoč, si se zgledoval po njem? Ja, Toni Kukoč sigurno mi je bil na začetku je bil vzor od tega, on je bil ta tipični igralec, ki je igral zunanjo in notranjo pozicijo. On je igral playmakerja, to je bilo še več. Jaz playmakerja, mogoče kdaj mi je postavil Tanjević tako za kakšno minuto, ampak takrat sem pa krilo sem pa igral, recimo na trojko sem igral, štirko sem igral. Tako da ta dvojna dimenzija mislim, da je bila sigurno ena velika prednost, za igranje, če lahko igraš res z licem proti košu pa s hrbtom, mislim, da je to veliki plus za igralce, ker ste rekel, zdaj se iščejo ljudi velikih igralcev visokih, ki igrajo na ta način. Jaz osebno vidim velikih igralcev, ki vidiš, da imajo to dvojno dimenzijo, da bi lahko imeli to dvojno dimenzijo. Ampak veliko od malih to se potem več to ne razvija in potem te postavijo ali na centra ali največkrat na centra, ker si malo večji in potem to se zgubi in se zgubi ta dvojna dimenzija. Kaj pa po tisti Barceloni? A je kdaj prišla, mene zanima, kot navijač Olimpije še enkrat, a je prišla kdaj tista ponudba ali pa možnost, da bi odšel v Olimpijo? Je bila kdaj tista na vidiku potem, ko si enkrat odšel, pa je prišla kdaj? Enkrat se je nekaj govorilo, ampak ni bilo nič konkretnega. Nekaj se je govorilo proti koncu kariere. Ja. Nekaj se je govorilo, ampak ni bilo to res nekaj konkretnega, da bi rekel, zdaj bo pa to tako malo v barvah, ampak ni to bilo, mislim, da ni nikoli bilo to, nikoli bilo to, da bi bilo to aktualno. Velikokrat si poudaril v pogovorih tudi pomen prehrane, oziroma da si sodeloval z strokovnjakom za prehrano. Ti je to pomagalo, da si lahko igral konec koncev praktično do 40. leta?
Seveda, mislim, da ne samo to, mislim, hrana je zelo važna, mislim, kaj jemo, to je naše gorivo, ne. To sem vedno vedel, jaz sem takrat kontaktiral Robert Haasa, dr. Robert Haas, on je takrat sodeloval leta nazaj, to je bilo še pred, on je sodeloval z Navratilovo, Ivan Lendl, on je bolj tenisač. Takrat jaz sem to prebral, to knjigo, mama mi je dala to knjigo in sem to prebral. In me je zainteresiralo, sem rekel, mogoče pa mi lahko pomaga malo, ne, jaz. In res, takrat sem ga kontaktiral, da sem mislil, da ne bo niti odgovoril, ne. Ampak na koncu sva se dobila in potem je on spremljal tukaj več kot 10 let. Me je spremljal, malo mi je dal ene suplemente, čisto vse naravno in tudi točno povedal, kaj moram jesti, kako, na kakšen način in to. In to mislim, da je bilo ena od tistih stvari, kar jedača plus trening. Koliko sem sodeloval z Pinotom, recimo, ki je bil tudi osebni trener pol na koncu. In potem tudi z doktorjem, sem sodeloval veliko z doktor Peharcem, dol v Puli. On je bil takrat eden tistih, ki mi je pomagal, da sem hrbet postavil na svoje mesto in od takrat srečo nisem imel več velikih problemov, ampak jaz sem res hodil na preglede kod njega, najmanj vsake 6 mesecev sem bil pri njim, poleti sem šel na pregled, sem se pregledal, mislim, da so vse te stvari skupaj, da so zelo važne za enega športnika, ki je na najvišjem nivoju, da zmanjša poškodbe in da podaljša svojo kariero, ne. Jaz takrat sem bil srečen, da sem res brez nekih velikih poškodb, pa brez velikih poškodb uspel igrati 40 leta na koncu. Kaj pa konec kariere? Je bila odločitev lahka, težka, si vedel, lahka, kaj te čaka? Jaz sem vedel točno, kdaj bom končal. Mislim, če bom fizično redo, jaz sem bil fizično, na srečo sem bil v redu. In jaz sem, ko sem vrnil 40 let, sem rekel, da bom končal. Zato sem že rekel, če si prej. Sem se odločil že prej, sem rekel, ko boš 40 let. Sem imel možnost v Pistoji, oni so hoteli podaljšati, če kažeš, da bi jaz če igral. In jaz sem takrat to odbil, sem rekel, da ne, da bom končal. Že imel sem idejo v glavi, da bom rad trener. Tako da sem že zadnje leta malo razmišljal kot trener, bolj podrobno bi rekel, gledal moje trenerje in tako, tudi malo prebral kakšno stvar in tako naprej. Tako da sem začel počasi že razmišljati v smer, že prej, tako da, ampak jaz sem 40 leti sem rekel. Konc. Konc, dajmo prostor mladim. Ja, in potem si takoj si dal si šel v Bormijo, mislim, da... Ja, takrat sem naredil licenco, takoj v Italiji sem naredil to prvo licenco. In od takrat naprej sem začel že delati kot trener, seveda se prvo tukaj je zelo veliko učenja, učiš se skozi, učiš se celo življenje, še posebej, če si trener, se moraš skozi izpopolnjevati in skozi probati biti boljši. Sem začel z mladimi, potem, kar sem vedno rekel, ne, jaz sem vedno to idejo malo, tisto, kar je Talnič pustil vpliv na mene, teh mladih igralcev, tega razvoja igralcev in igralcev, da lahko igrajo visoki nivo, mislim, da je to ostalo v meni. In trenutno deluješ v Barceloni, ja. Preselil si se pred kratkim tja iz Italije. Kaj počneš danes, kje ustvarjaš, kje deluješ? V Barceloni prvo sem mogel dokončati šolo tudi v Barceloni, zato ker v Barceloni za imeti licenco v Španiji, licenca italijanska ne velja, nikakor avto. Moraš narediti še enkrat licenco in jaz sem ta 3 leta mogel dokončati, to sem že prej delal, tako da letos sem pa dokončal. In zdaj letos sem vzel na koncu sezone, sem vzel v 3. ligi, to je Lep Plata, sekunda
druga FEB, je to liga, ker je tretja liga, španska liga. Sem vzel ekipo San Feliu, to je del Barcelone, je pa blizu, kjer trenira tudi Barcelona, kjer ima center za trening. In s to ekipo je šla zelo slabo in smo hoteli se rešiti. In res, da smo imeli samo 10 tekem, tako da smo imeli res majhne šanse. Nekatere tekme smo zmagali, nekatere smo izgubili, ampak na koncu nismo mogli rešiti, tako da smo šli nazaj nižji rang. Ekipa je imela samo 2 zmage, ko sem jaz to ekipo vzel. In meni je bilo v redu, da se spet vrnem trenirati. Imel sem, nažalost nisem imel profesionalne ekipe, ampak to je bila ekipa, kjer so večina igralcev je delala. Meni, da je imela svoje delo plus še košarko. To v taki situaciji je zelo težko trenirati. Ampak mislim, da je izkušnja super. Izkušnja je super in mislim, da smo jedli več, kot se je pričakovalo. Zmagali smo 10, zmagali smo 4 tekme, tako da smo ampak smo res tako nizko, da se nismo se mogli rešiti. Nažalost, mi smo probali, res smo probali vse, fantje so bili super, so se res potrudili, zelo potrudili, da tega ni lahko kombinirati delo pa košarko. Kako pa gledaš zdaj na razvoj sodobne košarke? Zdaj se veliko več meče za 3, ni več toliko igre pod košem, to so že prej omenila. Je kaj takega, ki bi recimo, če bi imel to moč, da bi lahko spremenil kakšno pravilo ali pa kakšen način, kaj bi implementiral, kaj bi spremenil? Imaš si ti kdaj, ko si... Jaz še zmeraj filozofijo, da so visoki igralci ključ, zdaj tukaj v evropski košarki. Visoki nivo so ključ za uspeh. Gledam še posebej v najboljši ligi, ki je španska, sigurno zdaj v Evropi, imaš zelo veliko visokih igralcev, dominantnih, ki igrajo tudi Euroligo seveda. In tudi v Euroligi vidiš zelo veliko visokih igralcev pod košem, vsaj enega, ki je dominanten. In mislim, da še zmeraj košarka zelo veliko odvisna od košarka, čeprav se je košarka spremenila, veliko več se meče za 3. Jaz mislim, da to v spektaklu, ne vem, če je prineslo kaj več, ampak tako je, mislim, da ni. Kaj pa bi bil Gregor Fučka, če bi si zdaj star 20 let uspešen v tej košarki, ali bi se mogel prilagoditi? Vedno se treba prilagoditi, pa mislim, da je moderna košarka, mislim, da tukaj ni velike razlike, ker jaz vedno pravim, še zmeraj moraš začutiti na koš, še zmeraj moraš podati dobro žogo, še zmeraj moraš driblati. Tako žoga je vedno ista, koši so na isti višini, da tukaj ni vprašanje, da se bi igralci, mi, ki smo igrali prej, da se ne bi mogli prilagoditi na to košarko. Jaz mislim, da bi bilo, da tisto tehniko bi se lahko večina prilagodila. Kako pa gledaš na to, vsi želimo razvijati mlade, da bojo mladi čim boljši. Kako je v Italiji, pa kako je recimo v tujini, tudi verjetno v Sloveniji, poznam približno zgodbo, kako je v mladinskih selekcijah. Plače so pa mizerne za te trenerje, ki z njimi delajo. Jaz še zmeraj mislim, da za ekipo razvoj mladih igralcev mora biti baza. Mora biti baza, je kot, jaz sem vedno rekel, je kot hiša, ki jo gradiš. Če ti gradiš hišo brez temeljev, se bo podrla, hitro. Prej ali slej. Če pa imaš ti dobre temelje in ti lahko še zmeraj od teh igralcev, ki jih ti razvijaš, lahko vzameš enega. Lahko vzameš 2, če jih razvijaš za sebe in daš možnost,
Mislim, da tukaj imaš lahko veliko prednost. To se je v Evropi nasplošno. V Italiji sem že rekel, da se je to zgubilo zelo. Španija je ena država, kjer dosti investirajo v mlade igralce. Tudi tam se je začelo malo zgubljati. Jaz mislim, da v mladih selekcijah bi mogli biti najboljši trenerji, kakor so bili včasih. Včasih smo imeli v mladih selekcijah si imel najboljšega trenerja. Zdaj, če govorimo o plačah, vemo, da takrat se ni plačevalo veliko. Jaz mislim, da bi se ti trenerji bi mogli biti plačani, ker treba, da bi lahko, vsaj da bi lahko normalno živeli, ne? Da bi normalno živeli in da bi lahko res dali maksimum, da razvijajo te igralce, da trenirajo te igralce in potem seveda ta igralec mora imeti eno pot. Če ta igralec nima ene poti, potem je to problem. Pomeni, če ta igralec nima te poti v prvi ekipi, se tukaj ta razvoj ustavi. Nekaj, če mi razvijamo enega igralca, potem mu ne damo možnosti v prvi ekipi, pomeni, da nekaj z konceptom ni v redu. Mislim, da te mladi igralci mogli res razvijati najboljši trenerji in potem bi mogla vsaka ekipa imeti to idejo, da dati možnost tem igralcem, da lahko igrajo, da se lahko razvijajo v prvi ekipi. Mislim, da je ključ evropske košarke, je ključ razvoj mladih igralcev. Dotaknemo se še malce tvoje družine, imaš kar številčno družino, ampak hčerki ste izbrali odbojko, čeprav ste izredno visoki. Kako je v Italiji, tam je zelo popularna tudi odbojka, ali tle pride do tekmovanja za te visoke igralce, kako je s tem? Oni dve so se odločili takrat že na začetku, takoj, da boste igrali odbojko. Jaz sem jih podržal, jaz sem posl odločitev njima, kakor zdaj taka ima 12 let, ona začela odbojko, igra tudi ni hotela košarke, tako da mislim, da vsak mora imeti svojo pot, vsak se mora sam odločiti. Jaz sem dan to možnost, se oni odločijo sami vsi, kateri šport hočejo. Mene veseli, da so v športu, kar mislim, da je super. To bi bilo najvažnejše. Kateri šport bojo pa delali, to je pa čisto njihova odločitev. Ta odločitev je bila njihova. Oni so za 15 leti sta šli od doma, sta šli igrati 100 km iz Bolonje in potem sta počasi razvijali, sta šla v Ameriko. Sta v Ameriki doštudirali in se vrnili v Italijo, zdaj igrata v drugi italijanski ligi, tako da ima. Je oče ponosen na njih, seveda. Prav je tako. Kje se pa Gregor vidi v prihodnosti kot trener? Če bi prišla, recimo, če rečem, dam eno ponudbo, če pride ponudba iz Slovenije, iz kakšnega kluba ali reprezentance, bi se odzval na to? Seveda, kako ne. Jaz sem recimo, imam izkušnje recimo z reprezentanco, italijansko z reprezentanco. Takrat me je poklical Boša Tanjević in sem bil 2 leti v dve mladi reprezentanci, sta do 15 in do 16 let. Igrali tudi v Sloveniji, tukaj na Bolu. Smo igrali v Slovenjgradcu. Smo igrali, smo bili prvi. In potem smo do 16 smo osvojili 3. mesto na Evropskem prvenstvu. Kar se tiče rezultata, je bilo lepo. Že po dolgih letih Italija ni imela velikih rezultatov. Ampak tisto, kar me je pritegnilo, je ta pristop tudi reprezentanci, kjer se res lahko tudi veliko pomaga tem igralcem, da se, kar se tiče razvoja, čeprav je malo časa bi moglo biti veliko, takrat smo se borili za čas, tudi za italijansko reprezentanco, mi smo hoteli biti več časa, oni so hoteli biti manj časa. Seveda in to je vedno problem, vedno budžeta, koliko je denarja, koliko ni denarja. Mislim, reprezentanca je zelo važna za razvoj, tudi za razvoj, še posebej mlade reprezentance za razvoj. In ne mislim toliko zaradi rezultata, mislim tudi zaradi selekcije. Mislim, da je res zelo važno selekcionirati te prave igralce,
kateri bojo potem nosili in kateri bojo lahko potem pomagali te, recimo državni, državni košarki. Kar se tiče pa bodočnosti, kot sem rekel, jaz sem odprt za vse, kar sem rekel, imam rad, sem veliko delal na, kar se tiče mladih, ampak tudi začenjam z starejšimi ekipami, tako da in tudi tam mislim, da še zmeraj moja filozofija je ta, za še zmeraj dati možnost tem mladim perspektivnim igralcem, imeti te mlade perspektivne, dati v članski ekipi in dati možnost, da igrajo. Mislim, malo po tem, kar smo govorili prej, to o Tanjeviću. To je meni malo vedno ostalo in mislim, tega je, kar smo že rekli. Premalo. Tega je premalo. Evo še za konec, če bi danes srečal 18-letnega Gregorja Fučka, kaj bi mu svetoval, da bi začenil svojo pot še enkrat znova? Bi šel isto pot? Post mislim, da bi isto izbral. Pot bi sigurno izbral isto, to nimam nobenega. Takrat je bilo tako in bi izbral isto pot. Zdaj ne moreš primerjati, zdaj ne moreš primerjati prej. Mislim, da bi izbral isto pot, ni. Sigurno sem naredil veliko napak, veliko dobrih stvari. Sigurno več dobrih, kot slabih, recimo. Jaz vedno razmišljam na tiste, se spominjam v tistih pozitivnih, tistih negativnih, ki te da preč. Mislim, da ne bi, da ni velikih, da mi je žal za Keja, pa da nisem recimo nešel v NBA ali pa da mislim, da bi izbral spet še enkrat isto pot in tukaj mislim, da ni. Super. Gregor, hvala za tale pogovor. Res mislim, da so lahko gledalci ponovno, da te vidijo, v kakšnem stanju si, kako deluješ. Res hvala za vse te dobre partije na igrišču, trofeje. Konec koncev tudi pokažeš si, da je tudi drugačna pot, lahko prava pot. In mislim, da je prav, da celotna Slovenija to tudi vidi. Hvala ti. Hvala tebi. Hvala. Ja, super. Smo. Dakle, Grega nam je bio zlatna koka. I ono što mu se mora reći za Gregor je jedan od najskromnijih ljudi koje sam ikad vidio. Pogotovo ljudi iz javnog života. Jer to je kad si prvak Evrope ili šta znam, prvak Italije, ti si već jako istorna javna osoba, jel? A on je čak i najbolji bio proglašen najboljim igračem Evrope. 99. sa titulom, jel, prvaka. On se uvijek ponaša kao čovjek koji prilike građanin kojeg sretneš na cesti i s kojim hoćeš da porazgovaraš, da razmijeniš mišljenje. U mom srcu ima jako veliko